Zapuščenih mačk ne najdemo le v urbanem okolju, ampak tudi na podeželju. Nekatere živijo samostojno in samotarsko življenje, običajno pa se združujejo v tako imenovane mačje kolonije. Tem sledijo v Društvu za zaščito živali Posavje. Kljub temu, da smo tukaj zaradi ozaveščanja o odgovorni skrbi za živali, o sterilizacijah, kastracijah in nekem skupnem projektu, bom rekla, zajezitve te mačje populacije, se nekako vseeno znajdemo na terenu in tudi oskrbimo marsikaterega mladiča. Največja odgovornost pada na ljudi, torej na odgovorno lastništvo. Sogovornica zato poudarja, kako pomembno je, da so živali sterilizirane oziroma kastrirane, tako za zajezitev širjenja bolezni kot prevelike populacije mladičev. Neverjetno, koliko veliko muc je tudi nastavljenih v škatlah, v vrečkah, pred zavetiščem, pred sedeži društev v našem področju, pa nekako še kar kljub subvencioniranim sterilizacijam, kastracijam, bom rekla, se rezultati mogoče ne pojavijo tako hitro, kot bi se recimo lahko. Ena nesterilizirana samica bo imela mladičev le nekaj mesecih. Na leto ima lahko 4 legla, po 5-6 mladičev. In če so v teh leglih še dodatne samičke, ki imajo lahko mladiče, se to število v enem letu lahko zelo poveča. Ta muca, ki smo jo pregledali, vampirela, ona je ena takih, ko je imela zdaj 4 mladiče, socializirali smo jo, pripravljena je na nov dom, sterilizirana, mladiči so vdani in pred sterilizacijo je veterinarka opozorila, da je že zopet v fazi ponovne gonitve. Če v roku 4 mesecev ne bi poskrbeli za sterilizacijo, bi najbrž kmalu imeli kakšno neželeno leglo in z njim vse težave, od mačjih bolezni do oddaje mladičev. Problem prostoživečih mačk je zato treba rešiti bolj celostno. Potrebno bi bilo mogoče več sredstev na tem področju, mogoče kakšna boljša inšpekcijska veterinarska kontrola lastniških mačk, ali je to na način čipiranja muc, se pravi vpisa v register mačk, tako kot imamo trenutno centralni register psov, in kontrola, koliko recimo ta muca ima skozi leto mladičev. Pomembno je tudi izobraževanje in usmerjanje predvsem otrok v vrtcih in šolah o pomenu sterilizacije in kastracije ter veterinarske oskrbe mačk.